Živijo! Ja. Lekcija o fokusu. Fulavra eno predavanje sem slišala od Simona Sineka. Kaj se zgodi? Evo, če bi vam rekla zdaj, naredite to vajo in če vam pač imate vse prosto okrog sebe in če bi vam rekla, dajte si izbrati pač bilo katero smer in ponovadi, kaj ljudje naredijo. Pač, ok, vse posod gledajo, ok, kar nekam grejo in pride ovira na pot in se stavijo in gledajo, kaj zdaj. Ok? In se ponovadi konča tukaj, ne? Kaj pa, če bi vam pa rekla drugače? Kaj pa, če bi vam rekla, dajte si zapikati eno točko, eno. In si izberite to eno točko. Jo vidiš? Jo vidiš? Si izbral? Daj probaj sam narediti. Poglej si eno točko in si jo pač predstavljaj. In zdaj to igro, to vajo delaj z mano. Vidiš točno svoj cilj. Vidiš točno pikico, kam moraš iti. In ti pride ovira. Kaj boš naredil? Gremo čez, naprej, gremo naravnost. In pride še ena ovira. In gremo, preskočimo, preplezamo, od spodaj, od zgorej, bilo pač kako. Ampak ja, point je, da te zgodbice, no, te vaje, je to, da ponovadi ljudje nimajo cilja, kam bi radi šli. Nimajo želje, da bi kaj dosegli, oziroma si mogoče mislijo, da si ne morejo, niso sposobni to pač si uresničiti, niso pač vredni tega, to so še prepričanja od spodaj. In pa sploh ne vedo, kaj si želijo. In to. Prideš v prostor, ko ne veš sploh, kam bi šel, nimaš nobenega cilja in ja, pride ovira in ja, dejansko nisi pripravljen in ja, nisi fokusiran in ja, pride distrakcija in obupaš od tega in tega ne narediš. Ne dosežeš tega cilja in pa si jezen in žalosten in razočaran in pole lahko jaz, ne, in si spet govoriš nepodpirujoča prepričanja in to je tak začaran krog zopet. Da pa prideš ven iz tega, je pa prvo vprašanje, kaj si sploh želiš v življenju? Žive Sanela, da si dejansko moraš res vprašati, kaj si želim v življenju. In kot sem napisala tudi v priročniku, je bilo dejansko, če si predstavljaš, da imaš 1 milijon evrov na računu. Kaj bi delal z tega? Sanela, jaz vem zate, da ti že delaš to, kar si želiš, tako da ok, ampak ja, čau. Ampak večina ljudi res ne ve, sploh kaj si želi. Zato je ful pomembno, da si zapišete, kaj si želite. Ker dejansko, ko si zapikate, da si želite nekaj, imate fokus, imate ravno črto, piko, vidite, kam bi radi prišli, cilj že vidite, ga že živite v mislih z vizualizacijo, ga že doživljaš, že občutiš veselje, srečo in imaš fokus. In bilo, kot sem prej pokazala na vaji, Sanela ni še videla, in ko ti pride ena ovira na to pot, boš preskočil, boš preplezal, boš, ne vem, okrog, od zadej, glavno šel boš to čez oviro in boš prišel do one točke, ki si zaciljal. In to je pomemben ta fokus. Da moraš vedeti, kaj si želiš in zaradi tega res dajte si zapisati svoje sanjsko življenje, kaj bi radi dosegli v svojem življenju. Ker, ja, kaj boš pa vedel? Enostavno imaš več energije, imaš moči, da potem preideš vse te ovire. Ovire dejansko so, ker dejansko brez teh ovir ne bi mogli rasti. Sprejmeš to za izziv in to je to. Niso več problemi, kot že znamo, so izzivi in vsakič pogledaš v tem izzivu, kaj ti sporoča. In ja, jaz imam tudi izzive, non-stop. In takrat se pač vprašam, kaj mi ta izziv sporoča in kje sem lahko boljša, kaj lahko spremenim sebi. Kaj mi še sporoča, kaj nisem še počistila, kar nisem še dobro izvrtala in verjemi, skozi najdem ene stvari in ponovadi so nepodpirujoča prepričanja. In ko mislim, da sem jih že odpravila, bang, spet pridejo, ok, nisem da še čisto počistila. In ja, najbolj na koncu pa je, da se imaš rad sam sebe in tisti ta del in da se ne samo kritiziraš in da se imaš rad in da se ceniš in postavljaš sam sebi svoje boundaries, meje in imeti jasen fokus, kam greš. To je to moje sporočilo za danes. Uživajte, srečno, čau!